Nika predsednica je odprla primerjavo z letom 2018, ko je njen predhodnik Pahor prav tako ni predlagal mandatarja, ampak je ta za razliko od nje z odločitvijo vendarle počakal do zadnjega dne. Drži, Pahor je vztrajal dlje kot zdajšnja predsednica do konca. To je razvidno tudi iz takratnega Pahorjevega pisma poslanega predsedniku parlamenta. Matej Tonin je to bil julija 2018. Do danes, ko se izteka 30-dnevni rok, nihče ne uživa potrebne podpore, je takrat pisal Pahor. Ob tem, da je prvaku SDS Janezu Janši kot zmagovalcu predčasnih volitev prejeli so 25 poslancev ponudil mandat za sestavo vlade. A je Janša to pisno zavrnil, saj ni imel dovolj glasov. Podpora Nove Slovenije s 7 poslanci je bila takrat premalo. Pahorja je takrat tudi Marjan Šarec, ki je s svojo listo na volitvah dobil 13 poslancev, obvestil, da nima dovolj podpore. In kot bomo zdaj videli, je Pahor tudi jasno povedal, zakaj je pomembno, da čaka do zadnjega dne, da torej izkoristi celoten 30-dnevni rok. O tem ne bom seznanil državnega zbora prej kot v 30 dneh. To je zelo pomembno, ker tako sva ugotovila z predsednikom državnega zbora, na nek način obe instituciji, predsednik republike in državni zbor, prispevata k temu, da se da, kolikor je mogoče, dovolj časa tistim, ki se trudijo, da bi morda oblikovali potrebno politično večino.